gozda spominov. Z dolgimi koraki podrsavaš pod okni, mimo senc, mimo dreves. Leto 1950. Zasadili so brezov gaj. Glej, najin park je še vedno tukaj. Skozenj se reka življenja pretaka. Krošnje trepečejo v vetru miru in spet odprl je svoja vrata in čaka. Midva sediva tukaj, zreva v nebo, nad nama se sklanja krošnja pojoča in spet je tako, kot je včasih bilo, ampak vendar čisto drugače. Drevesa, trava, gredice vrtnic, klopce, igrišča, zelena oaza sredi mesta. Takšna je videti okolica naše gimnazije Celje Center danes. Pred 100 leti pa je obdajala nerodovitna ilovica, pomešana s premogovim pepelom, in vojaki so med Prvo svetovno vojno na njej pridelovali zelenjavo za preživetje. Spomladi leta 1923 so šolsko dvorišče posuli z drobnim belim peskom, leto zatem postavili prvo ograjo. Po vojni so v gredah zelenjavo nasadili še sadno drevje, okrasno grmičevje in cvetje. Leta 1935 tudi grmičaste vrtnice. Da bi bilo lepo, da bi zgradba zasijala. Spoštovani gostje, spoštovani gospe, dragi gospodje, dober večer. Dobrodošli na slavnostni akademiji ob 100. obletnici zgradbe sedanje gimnazije Celje Center. Praznuje zgradba, a hkrati z njo tudi učenci, dijaki in učitelji, ki so jo v teh letih spreminjali v areno življenjske modrosti, hrepenenja in rasti. Na pomemben jubilej se bomo skušali ozreti z nekoč živimi očmi in srci tistih, ki so mogočno najlepšo celjsko secesijsko stavbo načrtovali oziroma gradili. Spremljala nas bo glasba, ples in lepa beseda. Naj oživijo spomini posameznikov, ki so se zavedali pomena kulture in prosvete, ter vseh tistih, ki so v naš arhitekturni biser vgradili svoje življenjsko delo in v njej tkali sanje prihodnosti. Lep pozdrav namenjam torej vsem prisotnim nekdanjim in sedanjim učencem in dijakom, pa upokojenim učiteljem in ravnateljem, predstavnikom drugih celjskih in slovenskih šol, javnih zavodov, nevladnih organizacij, članom sedanjih kolektivov druge osnovne šole in gimnazije Celje Center, pa predstavnikom mestne občine Celje, Škofije Celje ter Ministrstva za znanost, izobraževanje, kulturo in šport. In še posebej bi rad pozdravil nocojšnjega gostitelja, ravnatelja profesorja Igorja Topoleta in profesorja Igorja Majerleta ter posebnega pooblaščenca župana mestne občine Celje, gospoda Staneta Rozmana. Dober večer. Izjemno počaščeni pa smo, da je nocoj med nami tudi predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Tirk. Dr. Tirk je prevzel častno pokroviteljstvo nad našo prireditvijo, izrekam vam prijazno dobrodošlico in vas seveda vabim k mikrofonu, da nam ob tem jubileju namenite par besed. Izvolite. Hvala lepa za ta prisrčen sprejem in hvala lepa
za organizacijo te akademije. Z velikim zadovoljstvom, z velikim veseljem sem sprejel predlog, da bi bil pokrovitelj ob tej 100. obletnici stavbe današnje gimnazije Celje Center. To sem storil v zavesti o tem, kako pomembno je Celje kot središče pedagoške dejavnosti in pedagoškega dela za slovenski narod. Od konca 19. stoletja, od težkih časov boja za slovenski jezik in slovensko besedo, do najnovejših kakovosti vzgoje in izobraževanja. Danes, ta večer, sem tretjič v Celju ob pedagoških obletnicah. Bil sem ob raznih prilikah tu in vsakokrat sem močno poudaril pomen Celja kot pedagoškega centra slovenskega naroda. In na svoj sem še posebno zadovoljen, da je z nami tudi dr. Slavko Gaber, nekdanji dijak gimnazije Celje Center in nekdanji minister za šolstvo, izobraževanje in šport Republike Slovenije. Prosim za aplavz za gospoda Gabera. Svojo prisotnostjo danes tudi simbolizira to kontinuiteto pedagoške odličnosti, ki se goji v Celju, ki jo imamo in ki jo moramo vsi skupaj spoštovati. Današnja obletnica je seveda posvečena nekemu posebnemu jubileju. Gimnazija Celje Center je šola z bogato, pestro, raznovrstno zgodovino in domuje v eni najlepših secesijskih zgradb, ki je bila zgrajena pred 100 leti, leta 1912. In tudi v tej zgradbi, njeni lepoti, njeni funkcionalnosti je velika sporočilnost. Narejena je domiselno in je na nek način brezčasna. Tudi danes, po 100 letih, je moderna in še vedno omogoča opravljanje vseh pomembnih pedagoških nalog. In to dejstvo nam veliko pove o srednjem pomenu pedagogije in večnem pomenu vzgoje in izobraževanja za razvoj. Ta prostor je od nekdaj bil nekaj posebnega, se odlikoval z arhitekturno kvaliteto, z veliko svetlobe, z odprtostjo in seveda z vsemi prostori, ki so potrebni za pedagoško delo. Samo po sebi razumljivo, da je v času, ko je ta stavba bila zgrajena, predstavljala eno najbolj imenitnih in za tiste čase najbolj sodobnih pedagoških poslov. Danes pa moramo razumeti njeno nadčasnost in na to, da ob 100. obletnici gledamo naprej v prihodnost z velikim zaupanjem, z velikim občutkom za vse to, kar nam je ta stavba in njena vsebina dala. Praznujemo zato tudi 100. obletnico vseh šolskih programov in dejavnosti, ki so potekale v tej zgradbi. Govori nam o zgodovini Celja. V tej zgradbi so se razvijale programi dekliških 4-razrednih šol, tu je bil tudi nekaj časa vojno lazaret, bolnišnica. Po vojni so se tu srečevali skoraj vsi učenci osnovnih šol, ki so se potem razdelili na druga okolja v Celju. Pomembno sled teh prostorih je pustilo učiteljišče, ustanova, ki je dala mnoge odlične učiteljice in učitelje, katerih prispevek k razvoju našega naroda, našem splošnem razvoju moramo vselej spoštovati. Jezik poučevanja tu na začetku ni bil samo slovenski, vendar je šola ohranila pomembno sporočilo, ki opisuje 100-letni zgodovinski čas in vse spremembe v njem. Mnogi današnji učitelji in starši današnjih učencev, tudi njihovi detki, so obiskovali to šolo in učiteljišče v svojem času, ki jih je usmerilo ta pomembni, velikokrat premalo ocenjeni, a vselej izjemno dragoceni poklic. Na tej šoli je danes skoraj 1000 učencev. Ste ena najbolj programsko razvejanih šol. Imate zanimiv izbor šolskih in obšolskih vsebin, ki segajo na vsa področja znanosti, kulture, športa, tudi zabave, na vsa področja, ki so pomembna za razvoj mladega človeka. Tisti, ki spremljajo dijake, ko zapustijo vašo šolo, so nepozabni. In so seveda zato trajna opora za razumevanje sveta in sprememb v njem, za njihovo kulturo, za njihovo določanje ciljev in prihodnosti.
Vaša šola ima tudi velik ugled. Do vas se osnovnošolci obnašajo spoštljivo, lahko pridejo tam tisti, ki so resnično dobri in ki že po 9 let, ki vedo, kam jih vodijo poti znanja in ki vedo, da jim bo znanje, ki ga bodo pridobili pri vas, bistvena opora za življenje, pa tudi za njihovo dolgoročno varnost in prihodnost. Seveda, trenutek, kot je ta, je namenjen slovesnim besedam. Vemo pa tudi, da obstajajo v slovenskem šolstvu danes številni problemi in odsojšnja priložnost ni primerna, da bi o njih podrobneje razpravljali. Toda vendarle, opozoriti je treba, da je šolstvo pomembna prvina narodove eksistence in narodove prihodnosti, da je socialna varnost učencev pomembna prvina naše skupne socialne varnosti. Vse to mora biti v naši zavesti danes, te dni, te mesece, ko v kriznih trenutkih iščemo poti naprej, ko se nam lahko zgodi, da bomo žrtvovali vrednosti, ki jih ne smemo žrtvovati. Zato da naša slovesnost priložnost, da še enkrat povemo vsi skupaj, kako pomembno je šolstvo, ne samo zato, da bo naše gospodarstvo v bližnji prihodnosti dobro, ampak da bo tudi naša slovenska dolgoročna prihodnost dobra. Zato mi dovolite, da se danes predvsem zahvalim za vaše delo. Da se zahvalim za delo, ki ne doživlja vedno dovolj zahvale. Za delo, ki ste ga opravili. In seveda, za vse tiste spomine, ki ste jih zapustili, za vse te lepe spomine, ki ste jih zapustili pri tistih, ki so obiskovali in ki obiskujejo šolo. In ki puščajo trajno sled, ne glede na težave, s katerim se ljudje srečujemo v vsakdanjem življenju, ki puščajo sled trajne vrednosti, odličnosti vzgoje in izobraževanja tukaj v Celju, pa tudi drugod po Sloveniji. Zato še enkrat, ob 100-letnici naj bo ta simbolični dogodek, tudi dogodek krepitve naše zavesti o pomenu šolstva, o pomenu pedagogije, o pomenu vsega, kar lahko naredimo za mlade ljudi in s tem tudi za našo prihodnost. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik, za vaše besede. Zdaj pa na oder prihaja posebni pooblaščenec župana Mestne občine Celje, gospod Stanislav Rosman. Dobro večer, izvolite. Predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Tirk, cenjena ravnatelja gimnazije Center, gospod Igor Majerle, druge osnovne šole, Igor Topelje, drage učenke, učenci, dijakinje, dijaki, študentje in seveda vsi profesorji, vsi, ki ste na tak ali drugačen način povezani z današnjo slavo. Dovolite mi, da vas vse skupaj pozdravim tukaj v dvorani Narodnega doma. Narodni dom, po kateri ima sedež tudi Mestna občina Celje, je bil, čeprav 15 let prej, zgrajen v nekem podobnem času. V času, ko so gradili stavbe, kot je rekel gospod predsednik, ki potrebujejo časne in so nadčasne. Ko so gradili šole, ki so imele dušo in ki so s to dušo tudi živeli. 100 let je minilo, kar so dijaki in dijakine in učenci različnih usmeritev prihajali v nami. Jaz sem ob tej priložnosti, preden sem dobil to nalogo, da danes nagovorim ta zbor, poprašal mojega dobrega prijatelja, mogoče verjetno celo najboljšega športnika, ki je hodil kadarkoli na to šolo, Roka Kopitarja. Ko sem vprašal, Rok, koliko je bilo na šoli? In rekel, super. Bi se kar takoj vrnil taj. Pa Rok, dr. Slavko Gaber ga dobro sveda pozna, je kar tako. Na šolo se vpisal leta 1966, v drugo osnovno šolo. 8 let kasneje, ko je končal, se kar takoj avtomatično vpisal na pedagoško gimnazijo. In če ne bi eno leto pred koncem iz šole predstavljali višjo ekonomsko-komercialno šolo v
Kajuhov dom, bi verjetno svoje šolanje še na terciarni stopnji nadaljeval v njej. Tako kot rok se počutijo super tudi mnogi drugi dijaki. Sam imam privilegij, da lahko skoraj vsako leto sodelujem na zaključni prireditvi dijakov umetniške gimnazije. Ti so verjetno tudi avtori te čudovite scene tukaj v ozadju. In tudi na teh prireditvah je super. Ko gledaš to mladino, ko gledaš njihove izdelke, verjameš, da so lahko naredili samo srečni in zadovoljni dijaki. In sam si želim, da bi tudi naprej bilo tako. Da bi šola bila super tudi naslednjih 100 let, da bi dijaki radi vanjo zahajali, da bi se profesorski zbor dobro počutil, kot je zadovoljen profesorski zbor, tudi dobro lahko poučuje in vzgaja dijake. S tem besedami bi tudi zaključil. Vam, drage gospe in gospodje, prijetno večer. Hvala lepa, gospod Rozman, spoštovani gostje, drage gospe, spoštovani gospodje. Zdaj vas vabim, da skupaj sledimo programu, ki so ga za nas, ob svečanem jubileju, pripravili nekdanji in sedanji dijaki ter učenci obeh šol. Želim vam prijeten večer. Morda so blede in razdeska, punčka blaga, slutko zlato. Šla si v šolo z roko v roki, svojo dobro dlan stiskala si rdečo zvezdo. Kamniti cesti, ponosenih čevljih si prišel, s pogledom prilepljenim tam. V zadnjo klop si drugim sedel, tam spet trička otroci ste bili, te si stiskal skoro kruha.
glasno išče, da pokaže svoj obraz. Muzika, Nostramo. Platno barve, ki grimapi, da ujamejo podobe, miruja, dolgina Picassoja. In seveda jako ptiča groharja jame. Senica sanja, Sledi na cvet in soncu osuši si krila. Draga gospa, vsako leto en korak. Draga gospa, zdaj naredila si že 100. Že 100 pomladi je dišalo brez rum. Že v luki so postali bedne. Mogočno poslopje gimnazije Celje Center predstavlja največjo ohranjeno, predvsem pa edino javno secesijsko zgradbo v Celju. Zgrajena je bila leta 1912, pred 100 leti. Glavni likovno-arhitekturni poudarek objekta predstavlja osrednji vogalni stolp valjaste oblike, obdan s 2 samostojno odkritima rizalitoma. Njegovo zalomljeno streho krasi dežnikasta kapa s svetlovnico. Razgibanost celote poudarjata obrizalita prislonjena reprezentančna vhoda z originalnimi lesenimi vratnicami. Notranjost je bila urejena v skladu z avstrijskim predpisom o gradnji šol iz leta 1883. Ob izgradnji je veljala za izjemno funkcionalno in sodobno opremljeno, z odličnim centralnim ogrevanjem na paru. Imela je kuhinjo, garderobe, slačilnice, umivalnico, telovadnico in sanitarije v vsakem nadstropju. Še danes jo odlikujejo veliki in svetli prostori ter široki hodniki. Najpomembnejši element notranjščine predstavlja dvojno dvorano stopnišče z ohranjeno kovano ograjo. Na skali sled že 1000 let, v kamnu bel in večni cvet. Za skalo val in vetrov glas, za valom pot in končni čas. Spet prav tak
kot jaz morda bo rekla deklica. Kako je daleč, kako je lep, kako blešči se njegovih 7 zvezd. Čez 1000 let, ko naju ne bo več, na nebu Orion sija pošelj. Poljubi me za 1000 dolgih let. Kot mlad par se bo poljubil spet. Poljubi me za 1000 dolgih let. Kot mlad par se bo poljubil spet. Med Prvo svetovno vojno je bila stavba, v kateri teče beseda, precej poškodovana, najbolj okna. Vojaki so odnesli tudi zavese. Posebni odposlanec mestnih veljakov je moral po blago za nove kar na Dunaj. Takoj po vojni so na novo zasteklili okna in popravili centralno ogrevanje. Leta 1923 je šola dobila znameniti 11 kg težak bronasti šolski zvonec. V šolskem letu 1935-36 so na dvorišču uredili igrišče za otroški vrtec. Med drugo svetovno vojno so bile zaradi bombardiranja mesta poškodovane predvsem šipe na oknih in streha. Oboje so sanirali do leta 1951 ter prepleskali in posodobili notranjost šole. Do leta 1969 so v kleti uredili garderobo in moderno umivalnico, na tla mnogih učilnic položili parket, zamenjali keramiko ter pridobili predavalnice za naravoslovne predmete in likovno vzgojo, pa tudi številne nove kabinete. Na skali bo nekdo čez mnogo let opeval beli cvet. Na kamnu se bo lomil val in v vetru nekih drugih dni nekdo bo šepnil jaz in ti. Zdaj si o meni, ljubim te. Ta noč je moja, ritmu pustiva, naj naju vzame
Leta 1974, ko je sedanja gimnazija Celje Center začela upravljati celotno šolsko zgradbo in okolico, je poslopje dobilo novo streho, centralno ogrevanje, fasado, pa tudi specializirane učilnice, prenovljeno telovadnico in še kaj. V nekdanjo secesijsko lepotico, ki takrat ni mogla skriti svojih 62 let, je bilo treba vložiti ogromno, tako v njene vitalne dele, kot v zunanjo podobo in njeno okolico. Zaradi poplave leta 1990 so morali znova sanirati centralno ogrevanje ter kletne prostore z garderobo in učilnicami. Leta 1994 je na preurejenem delu podstrešja odprla vrata ena najlepših srednješolskih knjižnic pri nas. 1999 je bila dograjena nova športna dvorana. Zadnja večja naložba v stavbo pa se je zgodila v letih 2003-2004 s preureditvijo kletnih prostorov v sodobno kuhinjo z jedilnicami. V minulih 20 letih so obnovili in adaptirali številne učilnice in kabinete ter dokupili najsodobnejšo učno opremo. Ni pa jim uspelo v celoti zamenjati dotrajanih oken. Ves čas so zgledno skrbeli za zunanjost te mogočne zgradbe, hkrati pa z uvajanjem sodobne učne tehnologije ohranjali in nadgrajevali njeno notranjo vrednost. Dva dekla sta obiskala bližnje drevo. Njuno rdeče pokrivalo ju izda pod zelenjem in glas pritegne pozornost. Dovolj, da zaznam željo, ki je na svojih krilih poletela v dan. Drevo je preveč metaforično in izkušeno za človeka. Od rojstva do smrti se vzpenjamo po njem, da bi nekega dne postali vmesna postaja na eni izmed vej. Od nekdaj smo del drevoreda. Lomimo veje, da bi stresli zvezdni prah, ki ob največjih ljubeznih pade na rame. Poslušaj, trenutek je dovolj, da ga začutiš. Rad bi vedel, kako drevo ljubi. Sonce, zvezde, veter, viharje, tiha jutra, megleno barje, pripoved ptic, večerne zarje. Rad bi čutil, kako drevo snubi, razvejeno od neba do zemlje. Vsak dan zadih spremenjeno, vsako leto znova rojeno. Rad bi slišal, kako se zasmeje, ko mu ptice naselijo veje, ko ga zjutraj sonce pogreje, ko svež veter v krošnjo zaveje. Rad bi čutil, kako zadrhti, ko ga zima ogrne v belo, ko spomladi zeleno šumi. Rad bi videl njegove oči. Srebro noči že pregnalo je mraka sivino in lunin se žarek poljublja z jezersko gladino. Bela se breza kot sladka, deviška nevesta je tiho sklonila do veje nemirnega bresta. Od lotosov nežnih do uboge, skeleče koprive. Kar mora, brezskrbno zapreda se v sanje mamljive. Do samca senička je bolj kot kdaj prej ljubezniva. Ej, v takih nočeh tudi zlobna so srca spravljiva.
Center je bila najprej namenjena le dečkom iz mestnega jedra, a so se ob izgradnji vanjo vselile tudi deklice. Postala je mestna ljudska šola. Leta 1937 so jo uradno preimenovali v državno prvo deško ljudsko šolo in državno dekliško ljudsko šolo. Že leta 1919 je pritličje stavbe zasedla državna dvorazredna trgovska šola, ki se ji je 2 leti zatem pridružila še obrtna nadaljevalna šola. Učenci, dijaki in učitelji so v njej tkali svoje sanje prihodnosti. S prvimi pesmicami, risbicami in plesnimi koraki so se jim v letu 1936-37 pridružili tudi najmlajši, ki so v njej prav tako našli svoj začasni drugi dom. Odšel je kakor dim skozi vrata v toplo noč, z mislimi cvetočih brez, po sledovih prebojenih trav. Odšel je kakor val iz pristana v jasnino zvezd, z obljubo za slovo, da se vrne, če le naklonjeno mu bo nebo.
svetovna vojna, slovenščina prepovedana, učitelji tujci. Stavba mestne šole prostor, kjer okupator zbere vse celjske otroke, da bi korakali, da bi peli nemške pesmi, da bi pozabili svoj materni jezik, da bi se odpovedali slovenstvu. Povsod po nebu zlovešče ptice. Kaj hočejo? Odkot prihajajo? Me mar čutijo kot plen ali bodo one žrtev? Nisem njihova. Nočem jih. Samo peruti si želim. Žarek zablešči in kaplja rose se otrne na moj obraz. Takrat še ptič zleti in spet odprem dlani za novi dan. 15. julija 1945 se na šolskem dvorišču zberejo otroci obeh mestnih in obeh okoliških šol. Spet zapoje slovenska pesem. 3 tedne zatem se pouk nadaljuje v očiščenih in nekoliko obnovljenih učilnicah. Leto kasneje, 25. februarja, okoliški šoli zgradbo zapustita. Istega leta iz 2 mestnih in 2 okoliških šol nastanejo 3 mešane ljudske šole, glede na spol in socialni izvor učencev. Druga osnovna šola dobi prostore v sedanji zgradbi gimnazije Celje Center. Po združitvi 2. in 3. mešane osnovne šole se 3. prostorsko pridruži 2. Avgusta 1947 se izseli državna dvorazredna trgovska šola, v šolskem letu 1949-50 pa še šola za učence v gospodarstvu.
Obe sta namreč po vojni dobili prostore v naši stavbi. Tistikrat, ko sem bil drevo, z vejami od neba do ptic in s koreninami vseh poti, so moji listi šumeli resnico drevesa. Trave so se zibale od ljubezni in vode so mi pomagale peti o sebi. Vsi svetovi so zavrgli skovane resnice in vse je vrelo na plan. Na dan, na čudno svetli dan. Nekdo mi je rekel, da sem lahko ptica, da lahko letim vase in se dvignem nad breze v očih, da se srce ponovno rodi, da ne bo več stisnjeno med rebra in novelo, da sem lahko mogočna kot Alpe in meglice Alp, da sem lahko podobna krošnji, ki ne morejo zlomiti vejic. Nekdo mi je rekel, da sem lahko ptica, da je v zenici sonce in v očeh nebo. Nekdo mi je rekel, da sem lahko ptica, da lahko spim na reki, ko hodi po noči luna po njej, da lahko spim na reki, ko hodi po noči luna po njej. Drevesa, ob vodi razpeta, kipijo ponosne vrhove. Po njih se čez listne robove lumena lepota prepleta. Nebo, z lepotilom posuto, razliva svileno modrino. Molči in strmi v pokrajino. Minuta beži za minuto. Valovi prelestno šumijo. Svetloba počasi umira in tone v naročje večera. V močvirju vse bilke drhtijo. Podaril si mi šopek belih brez, povezan z dolgo svetlo cesto. Podaril si mi sončni plet in mi ga ogrnil. Podaril si mi nasmeh priprtih oči. Oprosti, nisem se ti zahvalila za breze, cesto in sonce. Videla sem samo tvoj nasmeh in nisem mogla izreči besede. Melje nas na kose reša, z nami odpihne, kakor prah. Jaz in ti, noge sva si grela, kdo ve kdaj in le zakaj. Jaz in ti, vso srečo
kapico, klasičeva, razmišljam o vseh tem, kar sva hotel. Jaz pa ti, oba zasanjana, sanje o sreči, do konca za oba. Ponos sva prišla do raznih preprek, padel je na naju dež, moče pa sneg. Zbrala sva moči in dala točet, čez vse te preizkušnje še trša je vez. Ti ljubezen, ki nas veže nas, praznine strah, melje nas na kose reže, strani odpihne, kakor prah. Ti ljubezen, ki nas veže nas, praznine strah, melje nas na kose reže, strani odpihne, kakor prah. Mar je res zacvetelo na vrtu čarobno drevo, sanjavo, biserno belo in seglo v zimsko nebo. Razširilo veje kristalne s kapljami drobnih bleščic. Nad krošnjo bele in daljne letijo peruti snež ptic. Pod kupolo mesečine drevo srebrno zveni in sredi neskončne tišine letijo tja sanje ljudi. Zgodilo se je učiteljišče. V šolskem letu 1949-50 je začelo domovati v njej in spletlo najpomembnejšo zgodbo v naši jubilantki. Nadelo ji je pedagoško podobo, ki jo ponosno nosi še danes. Po ukinitvi učiteljišča v šolskem letu 1964-65 je na njenih temeljih najprej zrasla gimnazija pedagoške smeri, nato pa ob njej leta 1971 še srednja vzgojiteljska šola. Povezali sta se v pedagoški šolski center. Istega leta začne v šolskih prostorih delovati še dislocirani oddelek Pedagoške akademije Maribor za razredni pouk, ki mnogim maturantom omogoča nadaljevanje šolanja v bližini doma. V okviru pedagoškega šolskega centra začne 5 let kasneje svojo pot še šola za varuhinje. Leta 1981 se center preimenuje v Srednjo pedagoško šolo. Po preoblikovanju pedagoškega šolstva v šolskem letu 1990-1991 pa v gimnazijo Celje Center. Ob tem je zdajšnji ravnatelj, profesor Igor Majerle, zapisal. Mogoče je bilo na videz lepo postati gimnazija, a občutek, da so nam porezali korenine, ni bil prijeten. Lahko bi tarnali nad usodo in svojo povprečnost opravičevali z nenačrtovano priključitvijo elitnim gimnazijam. A se to ni zgodilo. Ravno nasprotno. Izkoristili smo priložnost in kmalu postali takšna gimnazija, ki je prepoznavna v slovenskem prostoru. Zaznanje je postavljena, ponos je
tudi učencem in učiteljem celjske druge osnovne šole, ki predstavlja, poleg učiteljišča, pomemben del tega dragocenega mozaika. Ko se je leta 1974 iz stavbe, ki je bila na začetku namenjena prav osnovnošolcem, izselila, je otroški jok in smeh zamenjalo hrepenenje odraščajočih mladih ljudi, ki so v njej spoznavali, da ima življenje strašno čudne navade. Ko teče najbolj gladko, se pogosto naenkrat spotakne in pade. A spet teče gladko in lepo, s soncem na svoji strani. In tudi, ko je kdaj hudo, sled sonca ostane v tvoji dlani. Tišina, breze, v parku otroštva negibne veje segajo do tav. Mladost v naročju spomina je srce priklenila na davno prehojeno pot. Zvezde padajo v noč, so tvoje moje zvezde, veter nosi jih dan, razpri roki moj fant, morda ujameva v dlan vsaj eno teh zvezd, zadnjo bledo kresnico. Zvezde padajo v noč, da razkriva dlani, saj kako bi brez njih noč. Zvezde padle so v noč, temo so potonile, veter je onemel, zapri roki moj fant, glej prazne so dlani, le žalostnih ni je na nebu več, srcu zvezde več ni, kam brez zvezde srca trni. Zvezde padle so v noč, temo so potonile, veter je onemel, zapri roki moj fant, glej prazne so dlani, le žalostnih ni je na nebu več, srcu zvezde več ni, kam brez zvezde srca trpi. Srcu zvezde več ni, kam brez zvezde srca Tako, spoštovani gospe in gospodje, pesmi so odpete, lepe misli izrečene, tudi
glasba je izvenela. Vse, kar smo nocoj lepega videli in slišali, bo zdrsnilo v spomin, ne pa tudi v pozabo. Spet smo se dotaknili drugega, obudili dragocene občutke, ki jih je patina časa že skoraj prekrila, da ne bi zavedno poniknilo tisto, kar nas je nekoč povezovalo. Tisto, kar je bilo lepo, tisto, kar osmišlja naše bivanje. Dovolite mi, da ob koncu na oder povabim še oba gostitelja, ravnatelja druge osnovne šole Celje, gospoda Igorja Topoleta in ravnatelja gimnazije Celje Center, gospoda Igorja Majeleta. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Tirk, cenjeni podžupan Mestne občine Celje, gospod Stanislav Rozman, cenjeni predstavniki Ministrstva za znanost, izobraževanje, kulturo in šport, predstavniki Zavoda za šolstvo, Celjske škofije, spoštovana gospoda ravnatelja, naša nekdanje gospod dr. Emil Rojc in gospod Ivan Kapš, cenjene kolegice in kolegi ravnatelji srednjih, osnovnih šol in vrtcev in seveda vsi ostali gostje, lepo pozdravljeni. Nocojšnjo prireditev smo pripravili za vas in v čast naši stoletni lepotici. Je ena izmed mnogih, ki smo jo pripravili v tem letu, jubilejnem letu, pa vendar je vsaka izmed njih nosi en poseben pečat. Če se spomnimo samo zadnjih treh. 21. septembra smo na široko odprli šolska vrata in v šolo povabili vse, ki so šolo na kakšenkoli način povezani. Pokazali smo jim, kako pouk izgleda danes in kako je izgledal nekoč. To je bil večer oziroma dan druženja vseh generacij. Bila je prav gotovo izmed vseh prireditev najštevilčnejša. Pred 3 dnevi smo v Muzeju novejše zgodovine v Celju ob izidu našega jubilejnega zbornika odprli tudi razstavo fotografij, ki na nek način še posebej izpostavljajo arhitekturne bisere naše lepe šole. V jubilejnem zborniku pa je prikazana zgodovina šole, kako je šola nastala in kaj vse se v njej dogaja. Današnja prireditev pa ima spet drugačen pečat. Z njo pravzaprav želimo dokazati, da naši dijaki niso samo odlični pri pouku, dobri na tekmovanjih, ampak da so seveda dobri tudi pri kulturnem ustvarjanju. Da pravzaprav na šoli še vedno dajemo izjemen pomen vsak dan, pravzaprav iz dneva v dan bolj, da je kultura nekaj izjemno dragocenega. Da je to pravzaprav tudi eden izmed temeljev naše samobitnosti. Hvala vam, da ste nocoj z nami. Hvala vsem nocojšnjim ustvarjalcem in želim vam še naprej prijeten večer. Spoštovani, po takšnih besedah je težko kaj novega pravzaprav dodati, pa vendar. Jubilejno leto je seveda pomembno tudi zaradi druženja obeh šol, ki sta kar precej časa domovali skupaj v zgradbi, ki letos praznuje to okroglo obletnico. V obletnici sta se povezala dva kolektiva, pa učenci in dijaki, in tako je spet nastala neka nova skupna zgodba. Kolikor poznamo razmere, takšnih zgodb v Sloveniji ni ravno mnogo. To leto je prineslo poleg naštetega še kvalitetno nadgradnjo, tako v izobraževalnem kot tudi v vzgojnem smislu in še enkrat potrdilo staro misel, da je v slogi moč in da smo združeni mnogo močnejši. Verjamem, da bomo s skupnim ustvarjanjem novih in novih projektov nadaljevali tudi,
ko pade zastor nad tem današnjim praznovanjem. Ko pa govorimo o današnji prireditvi, mi dovolite, da se zahvalim vsem nastopajočim, osnovnošolcem, dijakom in bivšim dijakom, ter vsem mentorjem in mentoricam, ki so z delom, vajami in današnjim nastopom na visokem kulturnem nivoju postavili piko na i praznovanju ob 100-letnici stavbe gimnazije Celje Center. Na koncu, pa ne nazadnje, še zahvala vsem vam, dragi obiskovalci, za današnji obisk. Z njim ste pokazali, da vam je mar za inštituciji, kot sta druga osnovna šola Celje, ki je desetletja bivala v tej stavbi, in gimnazija Celje Center, ki upravlja svoje poslanstvo v njej še danes. Hvala lepa. Hvala lepa, gospoda ravnatelja. Pravzaprav bi me lahko zamenjala, povedala ste vse, kar imam jaz napisano na papirju. Prav, bom pa nekaj iz glave. Hvala tudi vam, spoštovane gospe in gospodje, ker ste podoživeli tale jubilej skupaj z nami. Hvala vsem zelenim, belim, črnim in tistim v zaodrju, ker so nas razvajali v toku tega večera. Napisali so tudi na ta papir, da ne odhajajte po zadnji točki, kajti druženje nadaljujemo na moji levi oziroma vaši desni. Veliko zanimivega je za podzob, tudi nekaj za po grlu. Tako da splača se. Mi bomo zaključili z eno zeleno, ki se ji reče Zemlja pleše. To bo taka skupna točka. Za danes pa hvala za obisk, lep večer, vse dobro. Pride maj, pride spet jesen, tisoč let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pleše, tja med zvezde. In z njo krat vsak oblak, mesec iste in celo zadaj, mali dom. Please.